Nič ne vidim, no, dej poveči. Pa še kar nič ne vidim, no, dej še bliže. Pa dej še malo pozumi, no. Zoom. Univerzitetne in študentske teme pod drobnogledom, v sliki in zvoku. Priložnostno ob četrtkih ob 3 na valovih Radia Študent in na naših pretočnih platformah. To pomeni na YouTubu. Pozdravljene in pozdravljeni v oddaji Univerzum. To je priložnostna oddaja univerzitetne redakcije in danes z vami Vika in Meta. Danes se bomo pogovarjali o 3. redni seji študentskega zbora študentske organizacije Univerze v Ljubljani, krajše ŠOU v Ljubljani. Seja se je zgodila prejšnji četrtek, pa mogoče še Meta poveš malo bolj podrobno, o čem se bomo danes pogovarjali. Torej, danes bomo govorili o novi volilni komisiji, ki so jo volili na seji in kandidatih zanjo, prav tako pa o novih spremembah pravilnika na temo snemanja sej in glasovanju o njih, pa tudi o tem, kaj se je zgodilo po glasovanju. Zdaj, v naslednjem razdelku si bomo pobliže pogledali nove stare člane, nove sestave volilne komisije. Torej, volilna komisija je v bistvu organ ŠOU v Ljubljani, ki razpisuje in izvaja volitve študentskih poslancev v študentski zbor ŠOU v Ljubljani in članov upravnega odbora študentskih organizacij visokošolskih ali višješolskih zavodov ŠOU v Ljubljani. Oni skrbijo za pravilnost in zakonitost volitev, te razpišejo in izvajajo, usklajujejo in nadzorujejo delo volilnih odborov in inšpektorjev in pa skrbijo za spoštovanje volilnega pravilnika ŠOU v Ljubljani, prav tako pa potem objavljajo izide volitev študentskih poslancev v študentski zbor ŠOU in članov upravnega odbora ŠOVZ. V volilni komisiji imamo 7 oseb, od tega je to predsednik volilne komisije in 6 članov. Mandat članov volilne komisije traja 2 leti in začne teči ob izvolitvi. Če članu volilne komisije preneha mandat v času po razpisu volitev, se potem podaljša do izvolitve ali pa imenovanja novega člana oziroma najdlje do konca razpisanih volitev. Člani so pa lahko tisti študentje, ki imajo ves čas trajanja mandata status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu, ki po statutu ŠOU šteje za volilno enoto. Člani volilne komisije ne smejo imeti drugih funkcij na ŠOU ali študentske organizacije Slovenije oziroma ŠOSu. Člani ne morejo biti predčasno razrešeni, razen kot to določa statut. In na dan volitev opravljajo naloge in pa izvršujejo pristojnosti volilnih inšpektorjev, pri tem pa so tudi upravičeni do sejnin in honorarjev. In za to mandatno, na tej seji so se izvolili člani za to mandatno obdobje volilne komisije in sicer od leta 2025 do 2027. 3 člani volilne komisije so bili imenovani že pred samo sejo in sicer na kolegiju predsednika zbora. Te člani so imenovani tako, ker jih predlagajo največji poslanski klubi, torej v tokratnem mandatu je to klub Povezani, klub Modro za študente in pa poslanski klub Glas. Imenovani so bili na kolegiju predsednika zbora, ki je potekala 23.5. Potem pa na tokratni seji pa so se izvolili potem še dodatnih 4 člani in tudi predsednik volilne komisije. In jih je pa pač izvolil študentski zbor ŠOU v Ljubljani. Pa si za začetek poglejmo, kdo so te 3 člani, ki so jih predlagali poslanski klubi. Torej, prva oseba, ki je bila predlagana, je Tina Gobec. Predlagal jo je poslanski klub Povezani, sicer je študentka pravne fakultete, v volilni komisiji pa je že bila aktivna med letoma 2023 do 2025 v tem mandatu. Je pa tudi sicer poslovna sekretarka v odvetniški družbi Geršak, kjer je delala kot poslovna sekretarka od februarja 2022 do novembra 2022. Ja, torej ni več poslovna sekretarka, ampak je bila in mogoče samo na hitrico, kaj pa je ta odvetniška družba Geršak in zakaj je v tem trenutku pomembna. Torej, odvetniška družba Geršak je že večkrat in več let sodeluje s ŠOU v Ljubljani. Nekako se je začela, torej odvetniško pisarno družbe Geršak so vzpostavili v prostorih, ki naj bi jih najeli od ŠOU, torej na Vojkovi 63, o tem smo tudi že poročali. Je pa po podatkih Erarja, mislim, ŠOU je tudi skozi leta, so bili pač to njihovi pravni svetovalci. In po podatkih Erarja je še letos ŠOU v Ljubljani odvetniški družbi nakazoval denar in sicer v letu 2025 skoraj 16.500 evrov. Pa če se nekako zdaj premaknemo naprej na drugega člana, to je Simon Trusevič.
On je bil predlagan strani poslanskega kluba Modro za študente. Je iz pravne fakultete, tam je bil član študentskega sveta, oziroma je še vedno član študentskega sveta, torej v študijskem letu 2024-2025. Je tudi v odboru društva Pravna Panda. V preteklosti pa je bil predsednik Dijaške organizacije Slovenije, torej v letih 2021-2022 in 2022-2023. Bil je tudi varuh dijakovih pravic, oziroma je to še vedno. Bil je pa tudi, in to pa se izkaže spet za pomembno, bil je volilni inšpektor na volitvah šel v Ljubljani leta 2024, torej na preteklih volitvah. Glede tega so ga pa tudi vprašali na seji, namreč so bili neki očitki, da je pač svojega inšpektorskega dela ni dobro upravljal. In sicer je na volitvah na medicinski fakulteti, sicer tam ni opravljal dela inšpektorja, je pa pošiljal študentkam na medicinski fakulteti pozive, naj volijo za stranko njegovih kolegov, in sicer za nove obraze. Pa zdaj lahko poslušamo izjavo od Nikoline Mencin, ona je vodja poslanskega kluba Modro za študente, ker je nekako razložila, kaj se je med volitvami dogajalo in zakaj se ji zdi izbira Simona Truseviča za člana volilne komisije dobra. Nikolina Mencin, Biotehniška fakulteta. Sam odgovor na vprašanje. Za našega kandidata, ki smo ga predlagali, je študent prava in se nam zdi, da bo dobro upravljal to delo kot član volilne komisije. In se je tudi izločil iz dela na medicinski fakulteti ravno zaradi prijateljskih vezi, kar kaže še na nek dodaten nivo transparentnosti njegovega dela. Poleg tega je pa tudi na očitke na našega kandidata bi lahko učitelj tudi kandidatov vašega poslanskega kluba, ker je bil tudi obtožen, da je trgal naprimer plakate nasprotne liste po FDV-ju, kar je tudi kršitev aktov šel v Ljubljano. Torej, naslednji, ki pa je bil predlagan, je Peter Petkovski, ki je bil predlog poslanskega kluba Glas. On je sicer študent Fakultete za družbene vede, kjer je bil tudi član študentskega sveta v letih 2023-2024 in v letih 2024-2025. Če lahko mogoče samo tukaj te prekinem, mogoče za poslušalce, poslušalke in pa naše gledalke in gledalce, da Mencin se je na koncu svoje prejšnje izjave navezovala torej na Petra Petkovskega, ki je ta tretji član, ki so jih predlagali klubi. Preostale 4, torej 3 člane in predsednika, je pa izvolil študentski zbor na seji. In zdaj si pogledamo še, kdo so bili ostali kandidati. Torej za predsednika volilne komisije je kandidiral Din Bašič. On je sicer študent ekonomske fakultete in bil je član študentskega sveta ekonomske fakultete v letih 2022-2023, 2023-2024 in tudi v letošnjem študijskem letu 2024-2025. Je pa bil tudi v volilnem odboru na fakulteti za matematiko in fiziko, torej na FMF in v preteklih volitvah. Potem naslednji kandidat pa je bil Lovro Jovič, ki je študent Fakultete za družbene vede. Kandidiral je v letu 2024 za mesto v študentskem svetu FDV, ampak ni bil izvoljen. Je pa sicer tudi član upravnega odbora študentskega kluba FDV, ki se imenuje Tigri. In če gremo kar takoj naprej na naslednjega člana volilne komisije, oziroma tokrat zdaj v tem trenutku še kandidata, torej to je Mateja Firez. On je študent Fakultete za družbene vede, je bil trenutno tudi predsednik študentskega sveta FDV, je tudi član študentskega kluba FDV Tigri, torej enako kot Lovro Jovič. Je pa tudi na preteklih volitvah, torej leta 2024, kandidiral na listi Društveniki, torej na volitvah šel v Ljubljani in je član študentske organizacije FDV, kar pa se je tudi pač na seji izpostavilo. Ja, tukaj je namreč Luka Maretič, poslanec kluba Glas, opozoril na 31. člen statuta, ki pravi, da je funkcija v študentski organizaciji nezdružljiva s funkcijo v volilni komisiji. In več o tem bomo slišali tudi v prihajajoči izjavi.
Lahko jaz iz pravniškega, lahko ti pa veš, kot... No, vse ni važno. Ok, kaj pomeni? Imamo dve razliki. Torej, v volilnem parlamentarnem pravu imamo ineligibilnost in nezdružljivost. Nezdružljivost ineligibilnost pomeni, da ne smeš niti kandidirati. Nezdružljivost pa pomeni, če si enkrat izvoljen, moraš iz te funkcije potem izstopati. Torej, se lahko odločiš samo za eno. Kar pomeni, v tem primeru kandidat lahko kandidira in v primeru, če je izvoljen, ima torej določeno časovni horizont, v katerem mora iz ene funkcije odstopati. V kolikem času mora odstopati pa? Lahko se preje, ampak načeloma apelira na poslanca, da takoj. Nisem beseda. Ja, takoj. Tako da to je moj pravniški vidik, zdaj bo pa šel svoj osebni vidik. Hvala gospodu pravniku. Hvala za 31. člen. Evo, tukaj predvsem v primeru morebitne izvolitve, tukaj javno povem, da bom odstopil iz funkcije v ŠOVZ-ju FDV, če je to problem. Ok? Torej, zdaj pa pogledamo še naslednjega kandidata, Gorazda Levičnika, ki je bil tudi kandidat za člana volilne komisije. On je doktorski študent medicinske fakultete, ki je diplomiral in magistriral na zdravstveni fakulteti. Na zdravstveni fakulteti je bil tudi večletni član študentskega sveta, podpredsednik študentskega sveta v letih 2020-2021 in predsednik študentskega sveta v letih 2021-2022 in tudi 2022-2023. Je sicer tudi večletni član študentskega sveta Univerze v Ljubljani, bil pa je tudi volilni inšpektor na volitvah v ŠOV leta 2020. V volilni komisiji je bil sicer član že med letoma 2021 in 2023 in pa tudi predsednik med letoma 2023 in 2025. Torej, on je bil v dosedanji sestavi volilne komisije predsednik. In ravno zaradi tega, ker pa je imel neko malo višjo funkcijo v volilni komisiji do zdaj, je glede tega dobil kar nekaj vprašanj. Dobil je recimo vprašanje, kaj bi spremenil v tem mandatu, sploh glede na to, kaj se je dogajalo na volitvah. So ga pa tudi poslanci in poslanke vprašali glede izbire Simona Truseviča za člana volilne komisije. Pa si za začetek poglejmo, kaj je glede izbire Truseviča rekel na konstitutivni seji, torej ne na tokratni seji, ampak na prvi seji, ko se je tudi nekoliko več govorilo o volilnih kršitvah in tudi o volilnih inšpektorjih. Kar se tiče inšpektorja na medicinski fakulteti, absolutno obsojam takšne zadeve. Moram pa tukaj vsem poudariti, da dotična oseba ne bo definitivno več opravljala dela volilnega inšpektorja v bodoče in pa da po informacijah, ki sem jih uspel zvedeti, oziroma je bilo tudi razvidno iz zapisnikov, volilni inšpektor ne bi sploh bil sicer na tem volišču oziroma ni upravljal ne nadzora, ne kakršnikoli volilnih opravil na tej članici. Se mi pa zdi pač, da je bilo njegovo delovanje ni bilo v skladu s pričakovanji volilne komisije. Torej, vsi omenjeni kandidati, ki smo jih zdaj predstavili, so bili na seji izvoljeni. Mogoče samo še preden nadaljujemo, si samo še poglejmo drugo izjavo od Gorazda Levičnika, in na kateri boste lahko videli, naši poslušalci preko radija pa slišali, kaj je na očitke o izbiri Truseviča Levičnik rekel na tokratni redni seji. Kar se tiče izbire Simona za mesto člana volilne komisije, ne vem, načeloma sem jaz tukaj, da odgovarjam bolj vprašanja, kar se tiče mene osebno, se mi pa zdi ta izbira nenavadna, tako bom rekel. Torej, kot je Meta že povedala, so bili vsi kandidati na četrtkovi seji izvoljeni. In zdaj s tem, z izvolitvijo članov nove sestave volilne komisije, zaključujemo prvi segment tokratnega univerzuma in pa nadaljujemo naprej na drugi segment, in ta se imenuje Snemanje sej še vedno pereča točka. Tukaj bomo torej govorili o drugi obravnavi predloga in amandmajih predloga spremembe 119. člena. Nekoliko več o tem kasneje, zdaj pa mogoče naredimo en kratek pregled, zakaj pa je bila sploh in kako je začela biti to pereča točka, torej snemanje sej. Snemanje sej se ureja v aktih ŠOV,
Seje so se dolgo časa snemale in tudi v živo prenašale, to je delal tudi Radio Študent. In potem na 8. redni seji v prejšnjem mandatu, torej v mandatu 2022-2024, so onemogočili videoprenos seje in potem 3 seje kasneje, na 11. redni seji, so onemogočili tudi zvočno snemanje seje. Oboje so naredili z argumentom, da so nekateri poslanci umaknili soglasje, torej sklicevali so se na neke osebne podatke, ki naj ne bi smeli biti razkriti. Torej to neko javnost sej poudarja tudi informacijska pooblaščenka v enem od svojih mnenj in tudi 119. člen, katerega se zdaj sicer spreminja, ampak v zdajšnji obliki, tudi 119. člen poslovnika študentskega zbora ŠOU opredeljuje, da se seje lahko snema, pa ker imam tukaj tudi ta poslovnik, lahko preberem torej 3. odstavek. Seje študentskega zbora se lahko tudi snemajo s sredstvi za pridobitev videozapisa, ki se lahko objavi na spletu ali drugi primerni obliki. Pa naj tukaj še omenimo pač nekaj, kaj se je dogajalo v zvezi, mogoče še pomembna točka, kaj se je dogajalo v zvezi s to snemanjem sej v zadnjih 2 letih. Recimo na 14. redni seji prejšnjega mandata so nekateri člani kluba Povezanih se obstruirali, ko se jo je snemalo in potem so se pa, in to še vedno traja, na vratih pred sejnimi sobami začeli pojavljati varnostniki. Te torej najel šov in oni nekako pregledujejo naše osebne izkaznice, naše ruzake, da vidijo, da vendarle ne vnašamo snemalnih naprav v sejne sobe. O tem vsem smo pa tudi že zelo ekstenzivno poročali in si vse to lahko pogledate na spletni strani Radia Študent, nekaj pa tudi video objavljenih na YouTube profilu Radio Študent. A boš ti mogoče povedala še za drugo redno sejo, da vidimo, kaj pa se je eno sejo prej zgodilo? Ja, torej v bistvu na prejšnji redni seji je Glas že vložil predlog spremembe 119. člena poslovnika študentskega zbora ŠOU v Ljubljani. Prejšnjič se je zgodila prva obravnava tega, tokrat pa druga. In takrat so že vključili proceduralni sklep, da bi se odločalo o tem po hitrem postopku, ampak ta ni šel čez, zato se je potem šlo po dvofaznem postopku. Zato je bila tudi zdaj potrebna druga obravnava tega. V prvi obravnavi je bila tukaj samo seznanitev s tem, kar je bilo soglasno sprejeto, zdaj pa lahko pogledamo še malo, kaj se je o snemanju povedalo na 3. redni seji. Torej, na začetku seje se je v bistvu sprejel proceduralni sklep, s čimer se že več časa ureja snemanje sej v zvočnem in v video formatu. Na začetku so se naši novinarji pripravili, da bi snemali in v bistvu že pripravili kamero, ampak je Oskar Škulj opozoril, da se načeloma še ne snema, zaradi tega se je potem prosil, če ima kdo kapico, da bi prekril objektiv kamere. To smo dobili in tudi tukaj je pač povedal, načeloma se še ne snema, tako da kapica. Potem je naša novinarka prosila za proceduralni sklep, da se to uredi, da vemo, pri čemu smo in ali lahko snemamo ali ne. In potem se je glasovalo v sklepu, ki pa je bil soglasno sprejet. Malo več o tem bo pa zdaj povedal še predsednik študentskega zbora. Kdo je za predlagan proceduralni sklep? Kdo je vzdržan? Tle imamo še. Dobro, što sem vzdržan? Kaj še enkrat? Ja, tam so neki na koncu dignali, tako da kdo je za? Daj preštepal. 6, dobro vprašanje, to velja samo za to sejo. Pa smo vsi, a ne? 33. Jaz sem vzdržan. Jaz sem vzdržan. Torej, kar pomeni, da lahko snemate, da ste bili lahko že od začetka tukaj, ne bo treba kapce, tako da bi prosil, da se poslancu vrne kapco. Ja, da bo dobro zgledal na videu.
Ja, torej prvič v tem mandatu smo lahko sejo tudi snemale. Mogoče tukaj še enkrat povem za vse, ki nas poslušate, da je Univerzum oddaja, da se tudi zdaj v tem trenutku predvaja na YouTubu in jo lahko tam tudi pogledate. In za vse, ki nas poslušate, smo ravno kar na posnetku videli glasovanje glede proceduralnega sklepa o videosnemanju. Ja, tudi nas je to nekoliko presenetilo, ker je bilo res prvič v tem mandatu, da smo lahko tudi video snemali. Sicer pa poslanci povezanih, ki so pač tukaj tudi glasovali za, na začetku v tem proceduralnem sklepu, po seji glede glasovanja niso želeli podati izjave. Smo pa dobile izjavo poslanca kluba Modro za študente, Štepca Sosa, ki bo več povedal v naslednji izjavi. Poslanke in poslanci kluba Modrih ste do zdaj pri proceduralnih sklepih glede videosnemanja sej glasovali vzdržano ali pa proti. Tokrat ste, mislim, da vsi glasovali za, razen predsednika študentskega zbora, ki je bil vzdržan. Pa tudi ti si glasoval za, pa me zanima, kako to komentiraš, da se je tokrat to glasovanje spremenilo od preteklih sej. Ja, to, da je predsednik zbora danes glasoval, da je bil vzdržan, tega niti sem bil tudi jaz prepričan, oziroma sem razumel, da je tudi on glasoval za. Ja, torej jaz sem tudi že pred začetkom seje se nagibal k temu, da glasujem za proceduralni sklep, da s tem se še nekako malenkostno bolj spodbudi pač ta pravilna odločitev vseh, da se seje snemajo in da so dostopne javnosti zainteresiranih študentov. Ampak, če me spomin ne vara, si vsaj na prejšnjih sejah ti bil vzdržan ali proti, ali se tukaj motim, si glasoval za tudi na prejšnjih sejah, ko je prišlo do videosnemanja? Ja, si pravilno sklepaš. V preteklosti smo bili vzdržani, danes smo se pa pač, kot pravim, sem se tudi že, preden so se zadeve odvile, kot vse, sem se nagibal k temu, da glasujem za. Ja, torej, to je bil zdaj poslanec Modrih Marko Štepec Sos. Zdaj v naslednji izjavi, ki jo je dal Oskar Škulj, bo nam pa povedal, zakaj se je na glasovanju vseeno vzdržal. Bil je namreč edini, ki se je na tokratnem glasovanju vzdržal, vsi ostali so glasovali za. Torej, na današnji seji se je spet začela s proceduralnim sklepom. Zakaj si se spet odločil torej se vzdržati od glasovanja? Torej, ja. Last man standing, ne, pač to je čist, se mi zdi, da, kakor sem že tudi obrazložil, to nikakor ni odraz, da se vsebinsko s tem ne bi strinjal. Meni se sam zdi, da to pač ni materija, ki bi se urejala z proceduralnim sklepom, tako da bom načeloma tlele držal to neko linijo, da je to stvar, ki bi se ga mogla tudi sistemsko urediti, pa ne samo za to sestavo poslanskega zbora, ampak tudi za naslednje, ker lahko, da se bi zdaj vsakič sprejeli te proceduralni sklepi in da bi se to snemali in bi nekako to težavo pometli pod preprogo. Na koncu bi spet prišli iznenada, bi se en poslanec odločil, da tega ne bi, oziroma par poslancev in že spet bi bili na istem, že spet bi imeli isto to kalvarijo. Tako da to je čisto predvsem iz teh moje pravniškega vidika, se mi zdi, da to ni način, kako se ga ureja in se bom še naprej prizadeval, da to vsebinsko uredimo v aktih. Torej, mogoče tukaj sam spomnimo, da je na prejšnji seji potekala prva obravnava spremembe 119. člena Poslovnika študentskega zbora, ki ureja snemanje sej, zdaj pa potekala druga obravnava. In še pred sejo sta poslanski skupini Povezani in Modro za študente vložili amandma k temu členu. Ja, ampak preden so na seji prešli na obravnavo teh amandmajev in na njihove predstavitve, pa je zagovorniški oder vstopil Jakob Špindler, vodja poslanskega kluba Glas in pa predlagatelj tega prvotnega predloga spremembe 119. člena poslovnika. Ta se je obravnaval na prvi seji in zdaj pa je pred predstavitvijo amandmajev še on imel 10 minut besede, da je lahko predstavil ta člen in potem tudi v nadaljevanju povedal več, kar bomo pa zdaj slišali. Kljub soglasni podpori našemu predlogu pa smo nam vseeno prejeli amandmaja strani obeh koalicijskih poslanskih skupin. Modro za študente ste vložili amandma, s katerim se sicer nadaljuje omejevanje medijev, a vseeno zagotavljate snemanje sej strani šova in celo njihov prenos v živo na spletu. Čeprav se nam v Glasu še vedno zdi pravilna rešitev ta, da se zainteresiranim medijem ne prepreči poročanja na javnih sejah,
nameravamo vaš amandma kritično podpreti, za voljo tega, da se končno uredi snemanje sej in da študentje dobijo možnost tega minimalnega vpogleda v organ, ki upravlja z njihovim denarjem. Če pa lahko približno razumemo cilj in izhodišča amandmaja strani modrih, tega iskreno ne moramo reči za amandma, ki ga je vložil vodja poslanske skupine Povezani, Matic Jelen. S tvojim amandmajem, ki se v istem stavku sklicuje na vladavino prava in na zdravo kmečko pamet, po pravici povedano ne razumemo, kaj si želel doseči. Če kdo še nima možnosti odpreti amandmaje, njegovo bistvo v tem, da se v poslovnik zapiše, da je snemanje javnih sej študentskega zbora dovoljeno pod pogojem, da poda vsak poslanec dovoljenje za snemanje. Naj citiram razlago. Smatramo, da je zato v prvi vrsti potrebno zaščititi pravice posameznika, nadalje pa vse drugo. Kakšne mogočne besede. Ampak morda se je dobro spomniti, da posameznik, katerega pravice gospod Jelen ščiti nad vse drugim, je namreč iz študentskega denarja plačan javno izvoljen funkcionar. V nadaljevanju se opravičujem za ponavljanje, vse te stvari so namreč v zadnjem letu bile že večkrat izpostavljene, ampak ker seje niso snemane in je od zadnje minilo že 3 mesece, ti Jelen priznam, da mogoče nisem imel možnosti pogledati posnetka in se spomniti, o čem smo se pogovarjali, tako da bom danes še enkrat šel čez pravno argumentacijo, iz katere izhajamo, ki zahteva torej, da se seje snemajo. Za dovoljenje snemanja študentskega zbora, to pomeni zvočno ali video, soglasja poslancev preprosto ne pridejo v upoštev, oziroma ta sploh niso potrebna in so povsem pravno nerelevantna. Za obdelavo osebnih podatkov preko snemanja sej sta namreč izpolnjena pogoja iz 4. in 7. točke 2. odstavka 73. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov 2. Gre se za to, da pravica javnosti do obveščenosti k dogajanju v študentskem zboru in dostopa do informacij javnega značaja pretehta pravico javno izvoljenih poslancev do varstva osebnih podatkov. Naj dodam, da pravica študentstva do obveščenosti, kaj se dogaja na sejah z njihovim denarjem, med drugim pretehta tudi tvojo zdravo kmečko pamet, pravno. Zvočno in slikovno snemanje sej in s tem poslancev predstavlja obdelavo osebnih podatkov, kot si tudi vzpostavil v svojem amandmaju. Alternativni pogoji za obdelavo osebnih podatkov so našteti potem v 8 točkah v 2. odstavku tega člena. Alternativnost naštetih pogojev pomeni, da mora biti izpolnjen le en pogoj, da je snemanje sej zakonito. Res je, da je privolitev posameznikov na en izmed teh alternativno naštetih pogojev, določen v 1. točki 2. odstavka, ampak pomembno je to, da je le en izmed alternativno naštetih pogojev. To pomeni, da dokler je izpolnjen kjerkoli drug izmed alternativno naštetih pogojev, se soglasje poslancev za zakonito snemanje sej ne zahteva. Pa si poglejmo te druge pogoje. Torej, 4. točka tega člena določa pogoj, da so bili osebni podatki pridobljeni na podlagi prisotnosti posameznika na javno dostopnih krajih ali dogodkih, kjer posameznik glede na vse okoliščine ne more razumno pričakovati varstva zasebnosti, ter na način, ki ne pomeni občutnega posega v razumno pričakovano zasebnost. Ker so seje javne, so tako javno dostopen dogodek, kjer ni utemeljeno pričakovati varstva zasebnosti strani poslancev, ki smo javno izvoljeni. In še 7. točka, ki je še bolj relevantna, postavlja pogoj: javni interes po obveščanju javnosti, pravica do obveščenosti ter svoboda izražanja prevladajo nad upravičenimi interesi varstva zasebnosti in drugih osebnostnih pravic posameznika. Tukaj najbolj neposredno piše, da javni interes po obveščanju javnosti, pravica do obveščenosti in svoboda izražanja prevladajo nad upravičenimi interesi varstva zasebnosti in drugih osebnostnih pravic poslancev. Spet, da poudarimo, tukaj ne gre za navadne posameznike, ampak za javno izvoljene osebe, za poslance. Snemajo se dogajanja na seji in ne zasebno in družinsko življenje poslancev. Gre se za obveščenost javnosti o porabi njihovega denarja. Ni niti enega argumenta, ki bi prevesil tehtnico v prid pravici varstva zasebnosti poslancev, zato je očitno, da pravica do svobode izražanja, pravica javnosti do obveščenosti in javni interes prevladajo nad pravico do zasebnosti poslancev. Tako da ja, da zaključim, pejmo se prosim nehati delati, da smo javno izvoljeni poslanci tukaj žrtve študentske javnosti, ki nas je sploh postavila na te funkcije.
Smo na funkcijah, ki so plačene s študentskim denarjem. Postavljeni smo gor z mandatom, ki naj bi bil utemeljen v tem, da predstavljamo interese študentstva. In če kdo ni pripravljen prevzeti te minimalne dolžnosti in odgovornosti, če kdo izmed nas ni pripravljen javno stati za svojimi stališči, ki jih zagovarja na javno izvoljeni in plačeni funkciji, je tudi prost, da odstopi. Ja, torej Jakob Špindler, vodja poslanskega kluba Glas, je tukaj zelo veliko govoril tudi o amandmaju povezanih. Temu se bomo posvetili v kratkem, ampak mogoče prvo samo damo besedo še Nikolini Mencin, vodji poslanskega kluba Modro za študente, ki pa je predstavila amandma modrih. V poslanski skupini Modro za študente pozdravljamo, da je poslanska skupina Glas podala pobudo za ureditev snemanja sej študentskega zbora. Saj se tudi nam, naši poslanski skupini, zdi pomembno, da je delo zbora transparentno in dostopno javnosti. V poslanski skupini smo tako pripravili predlog, ki zajema, da se vse seje študentskega zbora obvezno zvočno snemajo, posnetki pa se trajno hranijo v arhivu študentskega zbora in so javno dostopni vsakomur, tako zagotavljamo dosledno dokumentacijo in odprt dostop javnosti. Kot drugo bi ostalo, da se seje delovnih teles na zahtevo članov delovnega telesa študentskega zbora zvočno snemajo. Kot tretje pa, da se na vseh sejah zagotavlja tudi video in zvočno snemanje in prenos tega v živo na javno dostopni platformi. Tako zagotovimo, da bo res vsaka seja zvočno in video dokumentirana, dostopna tako študentom in širši javnosti. Odgovornost za to izvedbo snemanja bi prevzel ŠOU v Ljubljani, tako bi poskrbeli, da se snemajo ključne in bistvene vsebine, ki jih obravnavamo na vsaki seji. Bi pa še dodala, da sistem z našim amandmajem vsem medijem in vsem članom zainteresirane javnosti poda možnost, da gledajo živo, prenašajo živo in za nazaj potem pogledajo. To brezplačno, brez omejitev in to katerokoli sejo. Torej, potem po seji smo pa tudi vprašali predsednika študentskega zbora Oskarja Škulja glede vsebine njihovega amandmaja. Predvsem nas je zanimalo, kaj za njih pomeni ključne zadeve, torej v smislu snemanja ključnih zadev in a bi to vključevalo ali izključevalo, kako bodo poslanke in poslanci glasovali, ali bodo pač pri tem snemali samo govorniški oder in dejansko ne bomo mogli videti, kako so poslanke in poslanci različnih klubov glasovali. Zdaj bomo pogledali še malo več o temu, pove Škulj, torej o temu, kaj je vsebina njihovega amandmaja. Ampak kar pa bi se izgubilo, pa je, da študenti ne bi vedeli, kako so volili poslanci, ki so jih sami izvolili, v primeru, da se snema samo govorniški oder. Naprimer, ko dvigujete vaše kartice, je to edini način, da bi... Glede formata snemanja. Pa se mi zdi, da ne, mislim, itak nikjer ni določen. Meni se zdi, da kar bi jaz podprl, da se tudi naredi pol krog, kako se voli. Mislim, meni se zdi, da tega ne izključuje naš predlog, no? Ok, ne izključuje, ampak tudi ne podpira, ne? To se jaz še vedno... Nomotehnično se tega ne ureja v poslovniku, kako se snema, iz katerega zornega kota. To je pa pač tudi stvar poslank in poslancev, da pač vidijo, če se snema na nek način, za katerega pač sami menijo, da ni pravilen, da to tudi na naslednji seji opozorijo. To je pa tudi na tistem, ki snema, da to tudi upošteva. No? A se tebi zdi pomembno, da bi študentke lahko videli, na kakšen način pač glasujejo poslanci, ki so jih same izvolili na ta mesta? Meni se zdi, ja, definitivno, da se pa vidi, ja. Ja, torej, amandma modrih ureja to področje, ampak vendar bi se vseeno pač neke stvari ostanejo še nedorečene, koga se snema, kdaj se koga snema, ampak mogoče to bi bilo bolj relevantno v primeru izvolitve tega amandmaja. Zdaj pa, če se obrnemo na to, da je Škulj rekel, da sicer podpira, da bi se to videlo, on je pa v preteklosti tudi rekel, da podpira, da bi tudi mediji prišli snemati seje. In amandma modrih, član poslanskega kluba modrih je tudi on, je pa pač v svojem amandmaju pač našel predlagati to snemanje sej in glede te spremembe v njegovem mnenju oziroma razlike med njegovim mnenjem in pa amandmajem smo ga tudi povprašali, kar bomo zdaj tudi slišali na naslednji izjavi. Pa je še to, no, ti si meni na prvi seji, ko sem te vprašala, ali boš podpiral, da mediji lahko snemajo in da lahko tudi mi snemamo seje, si mi potrdil, si rekel, ja, jaz se bom zavzemal za to, zdaj ste vložili amandma, kjer nam to onemogočate in ste za to, da ŠOU snema svoje seje. Zakaj si se pač odločil drugače? Torej,
Dobro vprašanje. Torej, jaz sem rekel, ali podpiram, jaz še vedno podpiram, ampak moramo vedeti, smo člani tudi poslanske skupine, poslanskega kluba, vsak ima določeno mnenje glede te teme in mi smo se probali zadini čim bolj poenotiti. Mi smo mislili, da je to, kakor so tudi poslanci opozicije priznali, da je to neka sredina, ki je v redu, ki je nekako ima tudi varovalke v samem sistemu. Mene osebno ne bi motil, tudi če bi vi snemali, kar se tega tiče, ampak mi smo iskali nek širši konsens, mi smo rekli, da je to treba res nekako urediti, mi smo upali, da bodo to vse poslanske skupine podprle, zato smo šli tudi na ta način, smo to zadevo oziroma to materijo hoteli urediti in tle tudi tiči namen, zakaj smo to tako uredili, kot smo, ker smo nekako gledali, da bo volk sit in koza cela. Torej, na seji se je tudi izvedlo glasovanje o amandmaju modrih, ki pa je padlo, zaradi tega, ker je 25 poslancev glasovalo za, namesto 28, kar bi bila meja za sprejem. Torej ta nek kvorum, ki je potreben, dvotretjinski kvorum, ki je potreben za izglasovanje spremembe poslovnika. In potem, ko je amandma modrih padel, je na zagovorniški pult prišel Luka Maretič, poslanec kluba Glas, in napovedal, da bojo poslanci in poslanke kluba Glas protestno zapustili sejo. Pa si poslušajmo ali pa poglejmo to izjavo. Glede na to, da ta edini možen kompromis okoli snemanja sej zdaj ni bil sprejet, je zelo očitno, da so v najvišjem predstavniškem organu študentske organizacije v Ljubljani volja in interesi študentstva čist na zadnjem mestu. Prepoved vstopa medijem, metanje ljudi iz sej, varnostniki, ki pregledujejo študente, ki jih zgolj zanima, kako se porablja njihov krvavo prislužen denar. To so skrajno nedemokratične prakse, za katere povezani še vedno odločno stojijo in tega sploh ne skrivajo, da prioritizirajo interes plačanih funkcionarjev pred ostalimi študenti. V Glasu ne bomo del teh nezakonitih praks, predvsem pa ne bomo sedeli tle v študentskem zboru, medtem ko ta tako neprikrito služi poslom funkcionarjev. O amandmaju povezanih ne mislimo glasovati, saj se nam zdi obravnava nezakonitega predloga izjemno absurdna. Zato bomo sejo protestno zapustili. S tem, ko zapuščamo sejo, bomo zmanjšali število poslancev na manj kot 2/3, kar pomeni, da se morate te točke o spremembah poslovnika in statuta predstaviti naslednjo sejo. S tem se lahko torej neposredno zaustavi proces utrjevanja nezakonitih in predvsem netransparentnih praks strani skupine povezani. Tukaj sicer po informacijah, ki smo jih mi, novinarke, trenutno pridobile, ta amandma sicer ni bil nezakonit, saj šel do neke mere lahko sam ureja stopnjo javnosti svojih sej, ampak je pa zagotovo imel tukaj Luka Maretič prav, da je izredno netransparenten amandma in da po nekih pripomoreh netransparentnim praksam. In kot je pa Maretič tudi že povedal, so potem, ko je Glas protestno zapustil sejo, je bilo za izvolitev in za nadaljevanje te točke dnevnega reda premalo ljudi, torej moralo bi biti 2/3 vseh poslancev, kar je 28, vse skupaj, in ostalo jih je pa premalo in zato tudi sprememba tega poslovnika in ta točka je bila prekinjena in tudi naslednja točka, ki bi morala obravnavati spremembo statuta, se sploh ni začela niti odprla. Seja pa se je vseeno nadaljevala, saj za zadnji 2 točki, to je točka poslanske pobude in vprašanja in pa točka razno, zato rabi študentski zbor imeti samo navadno večino, torej več kot polovico vseh poslancev. Torej, če malo bolj podrobno pogledamo v to še v pravilniku, v 42. členu piše, da so kriteriji za sklepčnost, da študentski zbor lahko odloča, če je na seji navzoča večina vseh študentskih poslancev, razen v zadevah, pri katerih je za sprejetje odločitve skladno s statutom, tem poslovnikom in drugimi akti, ki jih je sprejel študentski zbor, določena večja večina za sprejem. V teh primerih potem lahko študentski zbor odloča, če je prisotna večina, potrebna za sprejem te odločitve. In pa potem še v 6. točki tega člena je napisano, da v primeru, ko na seji študentskega zbora ni navzoča zadostna večina za odločanje o zadevah iz 3. odstavka tega člena, potem predsednik študentskega zbora prekine to točko dnevnega reda in preide na naslednjo točko dnevnega reda. Če pa si pogledamo še področje odločanja, torej zakaj potem to ni
ni bilo več možno sprejemati. Je pa to, da v 55. členu, ki se fokusira na področje odločanja, piše, da vkolikor se zaradi določb tega poslovnika ali če tako odloči študentski zbor s proceduralnim sklepom glasuje o več aktih v paketu, je za sprejem potrebna največja večina izmed posameznih večin, potrebnih za sprejem ali spremembo posameznega akta. Modri so potem tudi po izjavi Maretiča še prosili enkrat za besedo in to si bomo pogledali v naslednjem zvočnem ali video posnetku. Ker naš najnižji izkus smo bili pripravljeni podpreti naš originalen predlog. Pač, glede na to, da povezani ne mislijo vašega podpreti, dvomim, da bojo našega. Ja. Tle mislim, da ni nobene diskusije govoriti po amandmaju, ki je nezakonit, kot smo že večkrat ponovili, je pa absurdno delati v nekem takem organu. Ok, torej slišali smo, mislim, v izjavi sta tukaj torej govorila Nikolina Mencin in pa Luka Maretič in zdaj si lahko pogledamo še eno izjavo, ki nam jo je po seji dal Luka Maretič o protestnem odhodu poslancev Glasa. Ok, torej poslanci poslanskega kluba Glas ste se odločili, da boste sejo predčasno protestno zapustili. Bi mogoče lahko malo razložil, kaj se je zgodilo, pa komentiral? Ja, tako, mi smo se v bistvu odločili, da bomo podprli amandma modrih, ki se nam je pač zdel nek kompromis, ampak vseeno v redu. Potem, ko je bil ta zavrnjen strani povezanih, pač res nismo hoteli biti priča temu, da zdaj diskutiramo o nekem nezakonitem amandmaju ali pa da sploh volimo o njemu, tako da je bila edina odločitev, da nekako pač zapustimo sejo in jo naredimo nesklepčno za te točke in se pač to rešuje enkrat v prihodnosti. Kakšni so pa načrti za naslednjo sejo, ko ta pride? Upamo, da bomo z modrimi takrat imeli vse poslance in da se pač nek podoben predlog, ki je bil danes zavrnjen, sprejme in da se ta stvar takrat reši. Tako, to je upanje nekako. Ok, in mogoče, kot so že povedali, po odhodu poslancev kluba Glas se seja ni zaključila. 5. točko so sicer izpustili, ampak so pa nadaljevali s točkama poslanske pobude in vprašanja in pa točko razno. In tukaj se je pa potem začela neka debata. Za začetek je Ana Kočevar Baloh vprašala povezane o tem, koliko časa mislijo še vztrajati pri takšnih stališčih glede snemanja. Na to vprašanje pa v bistvu niso odgovorili in tudi pač pozivu poslancev na to so se izogibali in v bistvu začeli govoriti o drugih stvarih, kar pa lahko bolj podrobno vidimo še v nadaljevanju. Hej, Ana Kočevar Baloh, mene samo zanima, zakaj je bil na začetku tako spodbuden, pa zelena kartica, pa vse. In pa, mislim, koliko dolgo se bomo še to igrali zaradi enega snemanja, pa se mi zdi, da smo res tako nekako prišli skupaj, pa na pol poti, samo mogoče, če lahko kaj razloži, koliko dolgo bomo še vztrajali pri tem, da se pa nič ne bo. Vsem bo pa lahko na začetku kdorkoli pač snemo zaradi tega, ker smo pa na začetku rekli, ni mi jasna logika. Ok, hvala za besedo, predsedujoči. Zdaj, to dejanje opozicije je bilo absurdno, s tem, da so sejo zapustili, so pokazali, koliko jim pomenijo študenti, ko so jih izvolili. Zdaj, kot ste na prejšnji seji bili seznanjeni, je bil ustanovljen nov zavod 365 in če ste kaj zasledili po socialnih omrežjih, kot že veste, ena največjih stisk, s katero se soočamo študenti v Sloveniji, je bivanjska negotovost in zdaj imamo priložnost, da se z njo soočimo. Ne mi skakati v besedo. Prosim, Jan. Premagamo, pač očitno se eni zauzemamo za študente, eni ne. In pa vas pozivam, da izpolnite anketo ŠOS-a. Zdaj jaz bi jo poslal na predsednikov mail in bi ga tudi prosil, če jo pošljajo vsem poslancem, da bomo izboljšali oziroma rešili to težavo. Hvala za besedo. Bi se še kdo odgovoril na izvorno vprašanje? Torej, nimamo nobenega odgovora na vprašanje poslank in poslancev? Okay. Živjo, Luka Milošević, modri. Mislim, spet smo tukaj, zdaj ne vem, koliko časa to že traja, 2 leti ali koliko, ne vem, koliko časa to, moje let pa pol. Zdaj, na začetku ste bili za, zdaj ste proti za isto stvar, kar je že ona izpostavila, nekaj odgovora, ful ni dobila nazaj, ampak jaz ne razumem. Tukaj, a bi lahko recimo na to vprašanje dobil
nek tak koherenten odgovor. Če imamo mi kamero, pa da je postavljena tam, pa da je to v okviru organizacije, da ne bo tukaj, ne vem, 15 ljudi vsak svojo kamero, kjer vam bo pač svetu v ne vem kam, kje točno je tukaj problem, česa se bojite, da bi bilo izpostavljeno javnosti, da pač ste zdaj glasovali oziroma bili vzdržani k temu amandmaju. Pa prosim za nek vsebinski odgovor. Hvala. Hvala za besedo, predsedujoči. Jaz upam, da bo predsednik v kratkem sklicu kolegi predsednika zbora, da bomo lahko to tam dorekli pa uskladili, da bojo vse želje, interesi, vse upoštevano v prihodnjem amandmaju, karkoli bomo vlagali. Hvala. Hvala za konstruktiven predlog. Kolegi je tudi že bil za to sejo, ampak bomo naredili še enega, da bomo se še enkrat pogovorili v istih zadevah. Ja, in mogoče, da zdaj malo razdelamo, kar je bilo povedano. Predvsem se vidi, da Matic Jelen, on je vodja poslanskega kluba Povezani, ni zares odgovarjal na vprašanje, ampak mogoče pa smo mi tukaj izjema. Poslali smo mu namreč sporočilo z nekaj novinarskimi vprašanji in dobili odgovore. In zato, da mogoče ne bo slučajno prišel kakšen očitek, da jemljemo nekoga izven konteksta in v upanju, pa da naslednjič dobimo tudi zvočno ali morda celo video izjavo, bom jaz kar ta njegov odgovor prebrala v celoti. In sicer na začetku smo ga vprašali, zakaj in v čem je razlog za vzdržane glasove povezanih na glasovanju o amandmaju poslanskega kluba Modro. Na to je odgovoril, pa zdaj citiram: "Poslanski klub Povezani je vložil svoj amandma skupaj z obrazložitvijo, ki bi ga tudi podprl. Žal nam je, da je poslanski klub Glas zapustil sejo in s političnim manevrom umaknil svojo točko z dnevnega reda. Poslanski klub Povezani je do zadnjega verjel, da bosta poslanska kluba Glas in Modro za študente podprla amandma poslanskega kluba Povezani, saj menimo, da je zapisan v skladu z ostalimi primerljivimi organi v Sloveniji." Konec citata, konec prvega citata. Tukaj sicer ne vemo, katere primerljive organe misli, namreč ŠOS in pa ŠOLS, torej Študentska organizacija Slovenije in pa Študentska organizacija lokalnih skupnosti, tega področja v poslovnikih nimata urejenega. Potem Študentska organizacija Univerze v Mariboru dovoljuje snemanje le za namen natančnejšega evidentiranja seje in arhiviranja. Za Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem ne vemo, ker najdemo njihovega poslovnika, niti kataloga javno dostopnih informacij, kjer bi bilo zavedeno, da ga sploh imajo. Torej, če govorimo o nekih primerljivih organih, to zgleda niso, ali pa mogoče pa je on dobil te poslovnike, ki jih mi ne najdemo. Potem pa tukaj predvidevamo, da se Jelen sklicuje na mnenje informacijske pooblaščenke glede snemanja sej občinskih svetov, v katerem tudi piše, da imajo mediji pravico, v katerem med drugim piše, da imajo mediji pravico snemati seje ob upoštevanju veljavnih predpisov in aktov vsakega organa. In vsaj trenutno pač ta organ snemanje dovoljuje in pa tudi pač nekako zapisani poslovniki primerljivih organov, tega pa žal ne najdemo, da bi bilo temu tako. In potem smo v nadaljevanju našega sporočila Jelena vprašali tudi glede tega, da je predlagal, kot ste slišali ali videli v izjavi, da bi se, torej pa spet citiram njegove besede, ki ste jih že slišali, torej zdaj jaz upam, da bo predsednik v kratkem sklical kolegi predsednika zbora, da bomo lahko to tam dorekli, pa uskladili, pa bodo vse želje in dejstva vsa upoštevanja v prihodnem amandmaju. Pa mogoče tukaj pomembno povedati, da predsednik kolegija je sicer pač nek posvetovalni organ in nima javnih sej. In zanimalo nas je, kako je pri poslanskem klubu Povezani prišlo do odločitve, da bi želje usklajevali na seji posvetovalnega telesa in ne na javni seji, in kako to Matic Jelen komentira. In na to je odgovoril, citiram: "To se je zdel najbolj pragmatičen korak glede na obstrukcijo in neposreden pritisk na poslance. Kolegi so namenjeni temu, da se poslanski klubi usklajujejo o volji poslancev, javnost pa je o temu seznanjena na redni ali izredni seji." Ampak tudi, kot smo že omenili, obstrukcija namreč tudi poslanskemu klubu Povezani ni neznana, se je že zgodila na 14. redni seji v letu 2022, v mandatu od leta 2022 do 2024, kjer so Povezani sejo obstruirali zaradi tega, ker se je snemala.
In to si tudi lahko pogledate na YouTube profilu Radio Študent in na spletni strani Radio Študent. Zdaj pa za konec, seja se je končala, počasi se končuje tudi naša oddaja in verjetno vas zanima, kaj naprej, kakšne so naše opcije, kakšne so opcije poslancev in poslank študentskega zbora. Torej, iz pravilnikov ŠOU v Ljubljani in študentskega zbora ŠOU v Ljubljani nismo točno znali razbrati, kaj bo sledilo v naslednji seji, kakšne so možnosti, ampak naj vam vseeno predstavimo, kar mi mislimo, da se glede na naš pregled poslovnika ima za zgoditi. Torej, prva možnost je, da se na naslednji seji obravnava amandma povezanih, ki je lahko izglasovan z dvotretjinsko večino ali pa ni. Potem lahko se zgodi, da ne bo izglasovan nobeden od amandmajev in takrat se glasuje o členu kot o celoti. Če ne bo izglasovan noben od teh amandmajev, se glasuje torej o prvotnem predlogu kluba Glas, ki pa je lahko izglasovan z dvotretjinsko večino ali pa mogoče tudi ne. In potem tretja možnost, ki jo bomo predstavili, se pa nadaljne deli na še 3 možnosti, mogoče podmožnosti. In sicer tukaj bomo malo pogledali, kaj mi predvidevamo, da se lahko naredi z amandmajem kluba Modro za študente oziroma kaj lahko sploh oni na naslednji seji naredijo. In sicer prva možnost je, da ne vložijo, sicer njihov amandma je namreč padel, in točka se je sicer prekinila in se bo nadaljevala, ampak pač njihov amandma, o njemu se je že glasovalo. In sicer je njihova prva podmožnost, da ne vložijo nobenega amandmaja, ker jih imajo preprosto dovolj. Ena možnost pa je tudi, da jim pravilnik tega ne dovoli. Druga podmožnost je, da v poslovniku najdejo nek loophole, neko možnost, da spet predstavijo svoj amandma in sicer nespremenjen, čeprav so ga poslanke in poslanci zavrnili oziroma ni bil izglasovan, ker ni dosegel dvotretjinske večine. In potem pa tretja in pa zadnja podmožnost ali možnost je pa, da poslanski klub Modro za študente pride na naslednjo sejo z novim amandmajem in se na neki točki glasuje pač tudi o tem novemu amandmaju, ki ga bojo predstavili. Ja, torej pač, kot rečeno, stvari se bodo nadaljevale na naslednji seji. Bomo videli, kako se bodo obrnile. Če pa tudi želite to videti na lastne oči, pa lepo vabljene, da se z nami udeležite naslednje seje. In to je to zdaj trenutno z našo oddajo. Počasi zaključujemo Univerzum. Oddajo smo pripravljali Meta, Vika, Karin in pa Matevž. Za snemanje so skrbeli Branko, Evita in pa Geja. Za zvok je skrbel Kramar in oddajo so vodili Vika in Meta. Se vidimo naslednjič. Nič ne vidim, no, dej povečji. Pa še kar nič ne vidim, no, dej še bliže. Pa dej še malo pozumi, no. Univerzum. Univerzitetne in študentske teme pod drobnogledom, v sliki in zvoku. Priložnostno ob četrtkih ob 3 na valovih Radia Študent in na naših pretočnih platformah. To pomeni na YouTubeu.